res še bolj zares, da bi šli v globino. Če smo zdaj morali preštevali, da smo manj kadili, da smo manj pili kavo, da smo kakšen kozarec manj spili ali one pijače, da smo se temu novemu odpovedali. Zdaj ne preštevamo. Ne gremo na ta sredstva, ampak pojdimo v globino. In se res iskreno vprašajmo, kaj mi križ pomeni. Preganjen je tudi zato, da bi bil bolj duhovno poglobljen v nas. Ne ali je iz lesa, kovine ali iz kakšnega drugega materiala, ali gorskega stila, ali baročnega, ali kakšnega modernega. To spet ni pomembno. Vsebina nas mora zanimati. Kaj nam je Jezus povedal v Jeruzalemskem templju? Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadov. Torej, umirati. O smrti ne razmišljamo radi. Ta beseda je malo trda, malo hladna, malo nas vznemiri, celo morda včasih razžalostira. Ja, pa je pomembno. Tako kot rojstvo. Rojstvo je trdno povezano s smrtjo, kajti smrt je prehod. Je treba nečemu umreti, nepopolnemu, razočaranemu, smrdljivemu, prepeljenemu, razpadajočemu, gnilobi. Vsega tega nas rešuje smrt, sestre, bratje. In ko imamo kakšno nesrečo, ko je naše telo razmesarjeno, ja kaj bomo z njim? Umreti mora, da bo nastalo nekaj novega, nekaj plemenitejšega, večjega. In zato je Jezus vznemirjen povedal. Sicer izvali so ga Filip in Andrej. Sta hotela povedati Jezus neki turisti tam iz Grčije, ne vem, s katerega otoka, se zanimajo zate. Jezus hoda presliši ta turizem, to zanimanje. Ampak takoj pove, prišla je ura, da se sin Božji poveliča. To je pomembno. In za nas, sestre, bratje, je velika noč zato pomembna, da nam to dokaže, da tudi nas čaka poveličanje, zveličanje. Po našem dolgem življenju, po naših boleznih, po naših borbah, po naših najžalostnih preizkušnjah se bo potem življenje zasvetilo. In zato je tudi Jezus rekel, ko bom stopil na križ, bom vse pritegnil k sebi. In danes prosimo na to tiho nedeljo, ko gledamo zagrnjene križe,
Zato pravimo, če seveda dobro postno spoved, to inventuro. Morda ne že leto ali celo več. Danes, ko sem bil v spovednici, ne bom povedal spoved nemočečnosti, da se ne bo kdo ustrašil, to ne spada v spoved nemočečnost. So prišli v spovedi eni iz Brezij, so rekel, kaj niste bili na Brezjah za to. Ja, seveda, zato smo šli z tej spodaj na Brezje, da bi opravili velikonočno spoved. Pa so nas, ne bom rekel, nagnali, ampak niso bili prijavljeni. Sestre bratje, ne se bati, da bi se prijavljali za spoved. Pejte k spovedi, ko bo le prva prilika, ko bo res vaša duša toliko vznemirjena, da boste čutili, da potrebujete očiščenje. In ti ljudje so prišli iz nevinskega konca Slovenije, so šli na Brezje in ker tam niso mogli iti k spovedi, so direktno prišli naprej v stolnico. No in sem bil res vesel, da sem bil dežuren, da sem bil lahko res ustregel. Tako, sestre bratje, ena tiha nedelja odpira zastor v tej tišini, v tej poglobljenosti, to velikonočno zmagoslavje in veselje in očiščenje. Pšenično zrno, sestre bratje, je Jezus povedal s preprosto kmečko metaforo. Če pšenično zrno ne umrje in ne pade v zemljo, ostane samo in nič z njim. Nobene koristi, če pa se da v zemljo, kmet je vesel poseje, čeprav ve, da bo to vrženo v zemljo in zemlja zamrznjena in bo v tej zemlji to zrno umrlo, da bo potem spet kruh pri hiši. Amen.